Lepo zdrav, spoštovani, cenjena publika, vsi pred malimi ekrani. Danes je še en petkov večer, čas je za vašo najljubšo oddajo. Koga smo danes vse pripravili za vas, kdo bo z vami v naslednjih 60 minutah? Ansambl Gadi. Potem osrednja gosta Marina in Franjo. Skupina Eros. Kuhar Jaka. In še poseben gost danes, specialni visokotiražni pralni stroj Candy. Ali pa Candy, kakor želite. Dobrodošli v oddaji v petek z menoj. Tja, glede na to, da je polovica januarja že za nami, je dobro vprašanje, ste še na fitnessu? Že zdravo živite? Se zdravo prehranjujete? Ste nehali kaditi? Se nažirati, piti, vse te zadeve? Zdaj, kako je s tistimi novoletnimi zaobljubami, itak sami veste najboljše. Zdaj, po 14 dneh bi že marsikomu moralo biti jasno, če še držijo, če so še v veljavi, če se jih da uresničiti ali pa ne. Zdaj, še eno čisto zadnjo za letos povem, ki se lahko držite, če želite kaj uresničiti v tem letu, in sicer gre takole: vsak dan znova se bom sekiral za prihodnost. Ni šans, da je ne izpolnite. Zdaj, če ne boste, toliko boljše, pomeni, da ste zmagovalec ali pa zmagovalka v glavnem. Pozabiti na novoletne zaobljube, danes je petek, tako da začnemo tudi s petkom, oziroma 7 petki dejansko, s komadom, s pesmijo, ki je zasedla drugo mesto na festivalu slovenske polke in valčka. Ansambl Šepet bo z nami, tako da je cajt, da se malinko zavrtite po dnevni sobi, za štart pa nekaj inventarja razbijete. 7 petkov! Prijetno je med prijatelji, tako lepo se med plesom svet vrti. Priznam me, umnica prava sem bila, ker se predolgo sem to zamujala. Jaz takšne narave sem dekle, ki brez zasmeška nikoli ven ne gre. In za prepir se mi škoda časa zdi, veselje v meni kot reka žubori. 7 petkov sem dan čakala, v sobi sedila, a zdaj bom svetila, se dobro imela. 7 petkov sem dan čakala, sedaj bom plesala, in duška si dala, mladost ne vrne se. Sem dan čakala, sedaj bom plesala, in duška si dala, mladost ne vrne se. Jaz takšne narave sem dekle, ki brez nasmeška nikoli ven ne gre. In za prepir se mi škoda časa zdi, veselje v meni kot reka žubori. Nocoj je prelepa jasna noč, tako goreče osvaja fanta vroč. Morda pa on tisti pravi zame je, ki z njim plesala bi rada pitka vse. 7 petkov sem dan čakala, v sobi sedila, a zdaj bom svetila, se dobro imela. 7 petkov sem dan čakala, sedaj bom plesala, in duška si dala, mladost ne vrne se. Sem dan čakala, sedaj bom plesala, in duška si dala, mladost ne vrne se. Ansambl Šepet in Robert Goličnik. Spoštovani Robert, izvoli, prisedi. Najprej vprašanje, ker me ravno zanima, 7 petkov, zdaj če Lara poje, da je 7 petkov na nekoga čakala,
Kako mora ta tip izgledati? Ja, morda je čakala, ne? Dočakala pa ni, mislim, da je že dočakala, ja. dobro. Dobro zgleda. Govorijo o Aljažu. Ja, tako, moj sin. Aljaž pa Lara sta skupaj bila proglašena za najlepši par narodno-zabavne glasbe, to je res. To je ena posebna titula. Ja, lansko leto se je vse skupaj to začelo in moram reči, da smo veseli, ne, da se je ravno pri nas tako dobro razpletlo v prid Aljažu in pa Lari. Se pa to nadaljuje in bo tudi letos, tako da letos bomo dobili novi par. Ampak titulo že držita, ne? Seveda se bomo držali vedno, kot prvi. Dobro, Robert, daj mi povej nekaj, kaj je zate sreča? Sreča je to, da imaš ob sebi ljudi, ki te osrečujejo, da imaš ob sebi ljudi, pozitivne ljudi, ki res pozitivno razmišljajo, gledajo na svet, tako kot se gleda na svet. Ne. Jaz tistega jamranja, po domače rečeno, ne maram. Slovenskega, tipičnega. Pa mislim, da se vse stvar kar malo popravlja, no, tako da ni več to aktualno. Ni več o pregovoru, ni več to nek del neke folklore, da bi Slovenci jamrali. Ja, mislim, se še vedno malo jamramo. Ne, se moramo. Ja, ampak se stvari malo drugače obračajo. To, da imaš okoli sebe družino, meni družina veliko pomeni, zdrave, pridne otroke. In mislim, da vsaj v tej smeri mi je po lesu, kavo po glavi potrkala, kaj bo naredila. Zdaj otroci, okle so zdravje v redu, zdaj pridni pa ne rabijo biti kaj preveč, ne? Če so čisto iskrena. Ali pa morajo biti poredni, to pa je tudi res. Morajo biti malo morajo biti. Dobro, dajva zdaj midva se odpraviti pa eno posebno srečo poiskati. In sicer po ulicah Maribora, zdaj iskala bova ne tisto srečo, tako življenjsko, filozofsko, hvala za to modrost, ko si vse naštel, ampak iskala bova rdečo šminko. Wow. Čisto res. Namreč v vsaki oddaji, no, eden izmed članov benda gre na Mariborske ulice poiskati eno zadevo. Iskali smo, ne vem, glavnik, iskali smo sliko partnerja, staro vozniško, žvečilni gumi, nekaj ni. In zdaj iščemo rdečo šminko. Ja, čas je še tak, ki simbolizira rdečo barvo, ne? Teda mogoče ima kakšna ženska še v predalčku. Ja, pa zdaj tudi ne glede na čas, ne? Zdaj je odvisno, kako je, pa kako se sama počuti. V glavnem, recimo tam so ansambl Smeh, so iskali eno zadevo, so našli v minuti in pol, potem pa recimo poskočni muzikanti, ki so začeli dejansko, so bili v prvi oddaji, starali pa 22 minut skoraj. Zdaj ansambl Smeh so verjetno imeli zelo lahko nalogo, poskočni muzikanti so bili pa lačni vmes. Po mojem so šli nekaj spit, čisto tako, to je še zdaj moja teorija, ker nismo non-stop spremljali, ampak vseeno, ti dobi zraven, torej kamero ti pošljemo zraven, štopamo čas, kako dolgo boš rabo, da boš dejansko rdečo šminko našel, kak imaš občutek, recimo? Ja, zdaj to težko reči, koliko so Štajerke pa Štajerci sramežljivi oziroma se ne bojijo kamere, ne? Ja, to bomo videli, pa tudi tako malo osebna zadeva, zdaj, če imaš večilno, pokažeš, ne, zdaj rdeča šminka, je že malo bolj intimna zadeva. Če bi verjetno s kakim stotakom takle mahal, bi verjetno hitro. Ne, bi vsi našli zelo hitro. Da bi si izmislili na hitro. Dobro, nič, to je to, kamera te čaka, ekipa te čaka, to je to, jaz vzamem mikrofon, pa ti zaželim obilo sreče na Mariborskih ulicah. Robert Goličnik. Malo potunkali v tole zadevo. Imam eno tako zelo prisrčno nalogo. Sicer ne vem, če mi bo to ravno uspelo, ampak jaz upam, da bom uspešen. Zdaj pa gremo malo nižje dol pogledati, če mi bo ratalo. Jaz sicer vidim, da nekaj ljudi se sprehaja po trgu, po tele ulici. Sicer mi še petovci nismo z Maribora, tako da ne poznam toliko dobro teh ulic, ampak jaz verjamem, da bo uspešno. Namreč, dobil sem nalogo, da poiščem rdečo šminko, pa da vidim, če mi bo uspelo. Evo, gospe. Dober dan želim. Vas lahko malo zmotim? Ok, sorry, ok, hvala, thanks. Gremo malo pogledati. Mogoče bi celo oni imeli. Najprej bom vprašal kar tule v lokalu.
Nihče se ne... tule bom skočil. A se lahko malo ustavim, prosim. Joj, nista za akcijo. Evo, tule imamo zelenega korenjaka, mogoče on. Dobar dan, gospod. Mečkaj na vas bomo zmotili. Smo iz oddaje v petek s Sebastianom. Došla, kaj? Ne, ampak nikoli se ne ve. A imate slučajno pri sebi rdečo šminko? Rdečo šminko? Že po naravi imam. Dobro, nima rdeče šminke, kar sem pričakoval, da je ne bom imel. Evo, tamle prihaja ena dama z enim gospodom. Dobar večer. Vas lahko samo malo zmotimo? Čisto malo. Dajte mi sam povedati, gospa, vi jo sigurno imate pri sebi rdečo šminko, rabim. Nimate rdeče šminke. Škoda. Več sreče. Gospod, vi slučajno? Ne, tudi ne. Evo, bom tule poprašal, gospa. Gospa, samo na kratko, imate slučajno rdečo šminko pri sebi? Ni. Ni rdeče šminke? Ja, nikogar ni od nikoder. Evo, tule imamo zdaj eno mlado damo. Živijo? Samečke na vas zmotimo, se vi zodaje? Ej, a smo na Štajersko, kje smo? Dobar večer. Draga dama, vas lahko mečke ne zmotimo? Štajerci niste čisto za akcijo, ali pa? Nimamo sreče, ni sreče. Anže, David in Primož, trije veseljaki bodo znani, vsi jih poznate pod skupnim imenom Gadi. To je tisti bend, ki je svoj cajt pel, pa še danes zapoje malo še. Danes bodo zapeli eno drugo skladbico in sicer Najboljša, skupina Gadi. Prevzameš, že če mi pošlješ en poljub. Ti, ki si najlepša, še misel tebi je obup. Bi si vzela čas, ko kažeš mi tvoj stas, da bi ti zapil na 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 na. Najboljša si. Na 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 na. Najlepša si zame ti. Moja druga, od tebe zmišel se mi bo. Če je ura sadnja, želim le tvoje si telo. Bi si vzela čas, ko kažeš mi tvoj stas, da bi ti zapel na 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 na. Najboljša si. Na 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 na. Najlepša si zame ti. Na 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 na. Najboljša si. Na 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 na. Najlepša si zame ti. Zame ti. Zame ti. Najlepša si.
Skupina Gadi najboljša, evo, še večkrat jih bomo danes slišali. Dajmo pa se mi ustaviti pri našem osrednjem nocojšnjem paru, to sta Marina in Franjo Oset. Spoštovani Marina, dobro večer. Izvoli, Franjo. Izvoli, da sest. O, to sta meni prinesla. Nekaj majhnega. Album. Da sem malo pohvalila. Album. So to samo poročne slike not ali še kaj drugega? Tu so poročne, ampak ena je pa največ vredna. Ena je pa slika najnih dveh ljubčekov. Ok, to moramo najprej videti. Oba sta ti si iz glasbene družine, pianistka sicer, Franjo pa član Modrijanov. Tako je. Kako sta se našla? Ja, bila je sreča. Sreča, ni bila sreča, ne? Na Facebooku. Ne. Ja. Res. Na koncertih se nikoli nisva nekako upala pristopiti en k drugem. Okay. Zato je Facebook tista taka malo rezervna zadeva, ko pa napisati je pa lažje, ne? Takrat je ful manj govorila. Zdaj več govorila, kaj? Ja, seveda. Doma ji ful dobro gre. On pa pol manj sliši. Pa manj sliši tisto, kar hoče. Se to moški ponovadi delamo. Kar nam pa še slišimo, tisto, kar ne, pa mogoče preslišimo ponavadi. Ti si pela kaj v družinskem ansamblu? Tako je, ja. Pri očetu in mami. Zdaj v kvintetu smo bolj malo še, bolj je šel oče za sebe, mislim v trio. Drugače pa se on ukvarja še s humorjem, pa tako da njemu ni dolg čas, nama pa zdaj tudi ne. Oče je sicer znana, slovenska faca, da tako rečem, Miro Klinc. Ja. Tako, kdo ga ne bi poznal konec koncev? Ja, enega pa tudi ne. To je tako, včasih, ki reče, ne poznaš, ja, se ne more vsak vsega, ne. Ja, no, to je res, ampak večina ga verjetno pozna. Modrijani, kaj zdaj so kaj otožni, ker vidva nastopata recimo oziroma pojeta skupaj? Ne, ful imajo radi, no, ful podpirajo. Se razumete vsi skupaj? Ja, itak. To je prav, vsak skuša pomagati po svoje, Blaž s svojimi idejami, Rok preko založbe, Peter, zdaj ko ustvarjava avtorske skladbe, tudi piše za najo, tako da super je. Kasneje nam bo sta nekaj zaigrala, ampak da mi še Marina povej, preden Franjo, ti pa ta čas poišči sliko, ki si rekel, da jo moramo videti. Kako te je že imelo to, da je Franjo Modrijan, recimo? Je to pretehtalo kaj pri vsem skupaj? Tole zdaj skoraj nizo na televizijo. Ni imel teže, ker enostavno mi niso bili všeč. Niso ti bili všeč Modrijani? Ne. Ti si prej rekel, da se imate vsi radi. Ja, zdaj se imamo. Brez se pa niste imeli. To pa sta? Helena in Gabriel. Helena in Gabriel? Ja. Tako. Tule sta še mičken mlajša, zdaj sta pa že gor. Koliko sta stara zdaj? 4,5 je Helena, Gabriel pa 15 mesecev. 15 mesecev. Malo dete še diši po dojenčkih, verjetno. Ne več. Vse malo, ne več. Mičken še. Ravno so zobki rasli, tako da... Torej sta zelo naspana zdaj. Mogoče naj pa spet prime kdaj. Torej sta naspana, ste prišla sveža in spočita. Vsem na oddajo. Ja, zelo. Ja, to pa. Dobro, dajmo mi en kratek break oziroma pauzo narediti, kar se vaju tiče, se še vrnem k vama. Dajte mi sam še nekaj povedati. Kdo pere pri vaju doma? Kdo ima to čez? Jaz. Ti. Ampak kdaj tudi obesi. Aha, dobro. Kasneje boste imela priložnost se izkazati, ampak da ne povem preveč, dajmo mi nadaljevati z vijoličnim kotičkom. Vijolični kotiček, tisti trenutek, ko je treba pristopiti k mizi za ročni fuzbal, pa se čim bolje odrezati. Z nami bo danes kuhar, tudi imitator Jaka Polajžer. Jaka, spoštovanje, kako je? Evo, čakaj pred mikrofon, da se tebe... Ne, vse tebe se sliši. Tebi ga ne rabim dajati. Ti že imaš svoj mikrofon. Jaz sem svoj ozvočen. Poslušaj, LCHF, kaj je to? To je v bistvu način prehrane, ki ga zdaj zadnje leto lepo promoviramo tudi v Sloveniji, znan že v svetu. V bistvu gre za prehrano, ker je manj ogljikovih hidratov in malo več maščob prehrani, kar pomeni, da naše telo naučimo porabiti ta vir energije, ki ga imamo vsi dosti, ne? Ja, nabira se recimo, ne, in po praznikih sploh. Koncih, moškim na drugih Točno, koncih. ja. Ampak je malo paradoksalno, recimo, tako laično gledano, zdaj majhen vnos hidratov razumemo, srednji vnos beljakovin je v redu, visok vnos maščob.
Ja, v bistvu so maščobe, zdaj že zgodovinsko, če gledamo, se nismo imeli škrobnatih izdelkov, tukaj jih imamo zdaj. Ja, to je res. Smo se ukvarjali bolj kot ne moški z lovljenjem, ženske pa z kakšnimi drugimi upravili, nabiranjem jagod in tega tako dalje. Pa so vsi preživeli, ampak takrat, ko so rabili hrano, so dejansko malo več dobili, so to skladiščili, so malo več jedli, so bili malo bolj debeli, ampak na koncu so pa kurili to maščobo, ki se jim je nabrala, da so preživeli tudi zimo. Zdrava kmečka logika. Poslušaj, preden te za knjige vprašam, ti si tudi imitator drugače. Točno tudi, ja. Koga imitiraš? No, to so vaši indici, da imitirajo. Možda si pa ta pravi. Še nekih veliko, kar nekaj, no. Tako da to je en sestavni del kuhanja, ki je ta prav zanimiv. Kako da ravno imitiraš, pa se delaš, da zdaj, ne, gospod, ne, določen, recimo, kuha. No, gledajte, to rdečo barvo odstranite, ker me moti. Pri kuhanju je zmeraj dosti barv, tako da je zmeraj fino, je zabavno, tako da mislim, da to je Poslušaj, daj mi še povej, koga najraje imitiraš? Koga imaš najraje? Ponavadi v ljudeh je zmeraj Janša karakter in poznana osebnost, ki najbolj užge. Je pa tudi to stvar odvisno, včasih je tudi rode odvisno, kje sem, kakšna je priložnost. Je pa odvisno, kdo je publika. Točno. Kakšni so one. Da znam publiko oceniti, potem pa tudi prilagodim karakterje, ki kuhajo. Poslušaj, kuhinja ok, imitacija ok, kako je s fuzbolom? Spremljaš fuzbol, ga špilaš? Sem bil na tekmi tudi v Mariboru večkrat. Aha, ok. Kako se ti je zdelo? Super, ne, ravno na rive sem naletel, ampak kaj hočem, ne, ampak sem navijal srčno, kot vsi ostali na stadionu, tako da Maribor je zakon. Super. Ročni fuzbal, ti gre to od rok? To pa že nisem nekaj časa, ponavadi sem bil kaj za biljard, pa... Dajva mi kar stopiti. Zdaj za fuzbal pa bomo videla. Zdaj tako je, ne, zdaj ti z rokami recimo znaš nože vrteti, pa vse ostale zadeve, pa bi tudi to moral nekje dobro vladati, verjetno, ali ne? Ja, ponavadi imam en nož, tu imam pa malo več igralcev, tu se zna malo zakomplicirati, ne? Čeprav, tu zdaj 4 rok nimaš, zna biti težavno, zdaj enega nasprotnika ti še morava določiti. Iz skupine Gadi bo to Primož Ilovar. Opa, Primož, lepo zdrav, pazi, da ne padeš, recimo, da si ne zlomiš kaj preden dejansko začneš špilati fuzbal. Povej mi, ti obvladaš to zadevo? Ne, niti ne. To si reče, ko pride, nimam pojma, kako to gre, nikoli ne igramo, nikoli ne špilam tega, pa vsi zabijajo. Sam iskren sem. Gole. Veste kaj, šprudlanje? Čisto resno. To najlepša hvala. To se reče štajersko blokada. Blokada? Štajerska blokada? Daj mi še ti povej, šprudlanje, imate ta izraz? Pri nas pravimo roštilj. Roštilj. Pa to bi tudi, evo, za gospoda, ki je kuhar. To bi on moral uporabljati dejansko. Bi to prav prišlo, ne? Roštilj, zanj in zanjo. Preden mi začnemo špilati to, pravila so zelo enostavna, praktično jih ni. 5 žogic je, torej tisti, ki prvi pride do 3 golov, je zmagal, to je to, poraženec dobi eno fino tolažilno nagrado, eno super ročno uro, zmagovalec gre naprej v naslednji krog. Simple as that, zelo preprosto. Moštvo, zberjeno. Glede na to, da imam modre, bom kar Chelsea, ki je tudi Mariboru že igral, ne, tako da. Ja, tudi res, ja. Pa vredo odnesel, konc konca. Glede na to, da sem Dolenc v Mariboru z ljubljanskim tablicem, sem ogrožena vrsta, zato sem Maribor. Ti už Maribor, se kaj ne zgodi slučajno? Saj se ne bo, nič ne bo naredili. Nikoli ne veš. Ja. Kartone, mislim, da ne bo treba podeliti, oba da sta zelo likana, vidim, tako da za vsak slučaj imamo rdečega pa rumenega. To je to, jaz mečem žogice, videl se odločita potem, ali bo sta zmagala, ali bo sta zgubila, sama pri sebi, seveda, ne, če hočeta biti džentlmena. Ups, treba bo tu en hebel po štajersko ven potegniti. Zo! Super. Palec, Luke, evo. Žogica je že tukaj, to je prva. Evo, jaz si moram mikrofon odvzeti, da boš imel roke proste. Razen, če bi rad z eno sam igral. Bo šlo? Ne bo šlo. Chelsea, Maribor, ladies and gents, Jaka Polajžer, Primož Ilovar. Tekva na vse ali pa nič, do zadnje kaplje Švica. Če špilate kot jaz, nimam pojma. 1-0 Kak sem ga spiti za Jako. Ja, to je taki zgod. Hvala za žogico. Torej, Jaka, da mi še nekaj povej, ti imaš eno knjigo, ki se reče Jaka namaka. Res to? 1-1, neodločeno. Knjiga je v bistvu neverjetno enostavno pa okusno.
to so pa v bistvu taki dobri recepti za 20 minut, hitro doma, tukaj da lahko naredijo. Aha. Lahko govoriš, pa igraš ne moreš. Pa ja, seveda. Saj bom tak, mogoče bom zmagal, čakaj. Maribor v svoji obrambni coni, Chelsea čaka, kaj se bo zgodilo. Skoraj gol. Ali dosti manjkalo. To je obleganje. Še vedno. Čeprav tu sta nekje, ne? Aha, skoro sem si dal. Jako izenačena. Jaka s finesami obrača. Daj si malo potisni tam žogico. Evo, tak, drugače ne bo ne. nič. Igra z roko, so nekaj. Gremo naprej. Lepa, mirna, umirjena igra. Popodanska. To zgleda tako za ob pivu, recimo, en taki špil. Ja, to pa je Še vedno 1-1. Maribor v napadu. Kdo ima zdaj žogo? Pri sredini. Chelsea tudi napada. Bo šlo? Ne bo šlo. Kdo bi raje uro? To zdaj morate taktizirati. Želim še enkrat fuzbala ali bi rad uro? En gol, ne? Ja. Joj, ne? Autogol. Ni še. Kje sta ostala? Pri tem, da Jaka namaka. Ja. Čestitke za ime, to je že treba povedati. Ja, ne? Ja. To je triumno. Zakaj triumno? Dvoumno bi bilo čisto pošteno, čisto dovolj, ali ne? Končno se je bil preguril. 2-1. Potencialni matchball. Evo ga. Primož, zdaj se bo treba... Ja, imam sebi spraviti. Razen če uro želiš, vidim, da nimaš. Ja, da. Ja, ti kar pomagaj, sej. Ja, to je pač, ne, žoga je okrogla, bi rekli fuzbaleri na koncu, ko jih po tekmi vprašajo. Ti pa še eno knjigo imaš, ki se reče Bemu must. Tako, to pa je v bistvu LCH prehrana. Ok. Močen strel proti vratom Chelsea. Tekma postaja vse bolj nervozna, Primož tudi. Bo za uro, ne bo? Evo, 2-2. Matchball. Kdo bi raje v naslednji krog? Zdaj ne vemo niti prav, kaj je nagrada. Torej, Bemu must, kaj so rekla? Ja. Maščobe. Tako. Ampak treba ti je čestitati za imena. 3-2 zmaga Chelsea, Jake Polajžarja. Evo, vse čestitke. Ura. Eto, uživaj. Zdaj upam, da bo prav kazala ta cajt. Hvala obema za ta špil. Mi gremo naprej, sicer z eno skupino, ki je nocoj še niste videli pa slišali, Eros s komadom Ti si mi vse. Zimska idila z mano si dni, zunaj je mraz po snegu diši, jaz pa zaljubljen v tebe samo. Pojem ti to pesem, ki gre hitro v uho. O, ljubim te, o, ti si mi vse, o, moja boš ti, zdaj življenje se mi kakor pravljica zdi. Stisni se k meni, nasmej se sladko, da sem ti všeč, povej mi glasno. Svečka na mizi, v kotu kamin, Pesem ti zapojem, da te z njo osvojim. o, ljubim te, o, ti si mi vse, o, moje boš ti, zdaj življenje se mi kakor pravljica zdi. Zapojmo to pesem vsi, ki smo noro zaljubljeni, v srcu ljubezen in zunaj je mraz. Ker toplo nam pri srcu je, zapojmo na glas. O, ljubim te, o, ti si mi vse, o, moja boš ti,
Zdaj življenje se mi kakor pravljica zdi. Zdaj življenje se mi kakor pravljica zdi. Zdaj življenje se mi kakor pravljica zdi. Skupina Eros, ti si mi vse. Marina in Franjo, dajte mi nekaj povedati. Vi da pojete, nastopate. Seveda. Ja, zdaj Kje se se vajda začne. videti? Razen zdaj v tem momentu, seveda. Evo, kje boste nastopali? Ja, v bistvu smo zelo pridno, no, tako bom rekel, ne, ampak so to drugačna mesta. Okay. To so pogrebi in poroke. Tako da videti, ne, nimamo zdaj glih nekih javnih nastopov. Ampak se Mogoče pa kdaj v prihodnosti, če bi tako naneslo, pa tudi, a ne. Ja. Imate neke svoje komade tudi? Imate neke Ja, avtorske sva skladbe? začela delati, ja. Zdaj čakate na kaj? Zdaj glasba že posneta, Okay. zdaj greva snemati vokale, potem spot, pač želimo se res urnik, tak kot mora biti. Izdelek. Zadevo fajn narediti, Tako. počasi, ne prehitevati, pa ne tako albuma Tako. ven vreč, pa Tako je. komade gor na Sva pa basu. naredila eno priredbo od Nine Pušlar. Mogoče glih tudi zato, ker si želiva pet poroke, oziroma že imamo kar nekaj datumov rezerviranih in nama je taka, res je dobra. No. Naredila sva In tako, sva res si jo na svoj želela, način, no. ja. Ok, nam je boste pol zapela. Seveda bo. Ja. Dobro, evo, malo še dajmo počakati, preden se to zgodi dejansko. Z nami danes tudi, kot ste lahko videli, slišali in tako naprej, Ensemble Gadi, eden izmed njih je Anže Zavrl. Zdravo, spoštovani. Sedi, Anže, poslušaj. Marina in Franjo že imate dva otroka. Ne? Vi tudi zibate, vsi po vrsti že. Tudi že eni po dva. Ti imaš dva, Da, pa David. pa David tudi. Po pa nama še ostane kdo? Primož. Primož nama še ostane, ki pa za njega naj mislim, da še ostane skrivnost. Aha, dobro, ok, pa dajmo pri tem ostati. Poslušaj, kje se vas da videti, recimo pri nastopih pa to, če se ostajajo, neki koncerti, kje boste? Ja, povsod, kamor nas povabijo, drugače nikamor se ne zadržujemo, da ne bi šli, tako da po celi Sloveniji. Poslušaj, kje se vas da videti v naslednjih mesecih, to mi povej. To se pa zdaj nisi pravega vprašal, ker jaz se še za prihajajoči vikend moram fajn spomniti, a ima isti problem. Ja. To je splošno moški problem muzikantov posameznih ali je to... Tako da jaz rad kar odgovorim, da povsod nas boste videli, vse bomo. Povsod bomo prišli. Spremljati zelo pozorno, kje boste našli skupino Gadi, če se spomnite, jih je izstrelila pesem Moja še. Malo še, ne moja še. Danes je vse Potem je bila pa še moja je in moja bo. To Ja, pa pa je prej je bilo ti si mi vse, pa vse ostalo, vse okoli ljubezni. Torej, malo še, odkot komad, kdo ga je napisal? Vse je v ljubezni, tako kot si rekel. Malo še ostani, malo še tega, malo še ljubezni in postane kaj kmalu ena taka polkica. Polkica, pa pol ena resna veza, recimo tudi, ne? Ja, tam ni Zdaj, če bila pogled- res naveza, ampak ja. Ja, ok, ampak pol se to, ne, iz heca vemo, kaj se včasih naredi, kaj nastane iz vsega skupaj. Zdaj, ona dva sta recimo na začetku, sta se sem spogledovala, ne, pa tudi je bila punca še predvsem mlada, če jaz kaj vem, ne. Pa še Franjo ni smel priti zraven dejansko, ne. Pol pa ste se spoznavali Ne vem, jaz počasi, ne poznam njune zgodbe. Pač lepa je bila ta zgodba, no, ampak v bistvu je fajn, da imaš malo mlajšo, ne, tako da jo dohajaš. Da jo dohajaš, kaj to pomeni? tako. Se boste do konca oddaje se Ko boste boš starejši, boš še zmeraj imel mlajšo. ne. Seveda, ja. Ja, super, no, evo, upam, da ste zadovoljni. Anže, prosim, če se pridružiš ostalima članoma, pa nam en komad zašpijate, reci, da sem to, evo, vse okoli ljubezni. To je tako, kot da bi komade za vaju dan zbirali, no? Razen mogoče kakega tu in tam. Evo nas Gadi, reci, da sem tvoj.
lepše kot ti, si angel in si moj greh. Ko diham tvoj zrak, mi solze spreminjaš smeh. Iz tvojih oči mi sije, kar je lepo. Si beli galeb, ki dviga me v nebo. Kako mi dišiš, kot pesem najlepših not. In kamor bo šla, za tabo gre moja pot. Ne rabim besed, da rečem imam te rad. Prodal bi jesen, da kupil bi ti pomlad. Daj, reci, da sem tvoj. Daj, ljubi se z menoj. Daj, stisni k sebi me močno. Daj, reci mi, da moja boš vsa. Daj, reci, da sem tvoj. Daj, ljubi se z menoj. Daj, stisni k sebi me močno. Daj, reci mi, da moja boš vsa. Kako mi dišiš, kot pesem najlepših not. In kamor bo šla, za tabo gre moja pot. Ne rabim besed, da rečem imam te rad. Prodal bi jesen, da kupil bi ti pomlad. Daj, reci, da sem tvoj. Daj, ljubi se z menoj. Daj, stisni k sebi me močno. Daj, reci mi, da moja boš vsa. Da moja boš vsa. Daj, reci mi, da moja boš vsa. Yes, pokaži spretnost, dajmo pokazati spretnost, kako se bo se odrezala Marina in Franjo pri vsakdanjem čudovitem gospodinskem opravilu. Oba dva sta dobro razpoložena, noben od njiju nima treme, zadeva je pa zelo enostavna. Vidva, kdo pere doma pri vaju teh sploh? Jaz. Polona, ja. Žensko opravilo, to je, ali kdaj opereš tudi ti kaj? Jaz samo ogasnem pralni stroj, ko ne morem spati po noči. Špara na elektriki in po noč pare. Aha, ja, to je pametno, ne izkoristiti nočni tok, recimo. Zdaj, ok, Marina bo prva, zadeva je zelo enostavna, 2 minuti časa. Kar treba narediti je to, da vzameš stvari ven z pralnega stroja, torej eno po eno, Ja. In poskušaš vsako čim bolje ožeti. Ja. Ja? Čim bolje ožeti, da steče čim več vode ven, ko ne, opraviš delo, spraviš zadevo, vržeš v košaro in to je to. Čim več vode naj bo na koncu v tem lepem prosojnem vedru, zato da prelijemo v tej škatli, da bolj prelijemo tja v vedro, pa zmerimo. Okay. Koliko vode ti je uspelo izžeti iz vseh stvari, ko to opraviš, je na vrsti Franjo. No, tako da se bo vedelo, kdo pol bolje te zadeve dela, lahko dela tudi doma. Recimo, zdaj on ne pere, nam se je centrifuga pokvarila, tako da je čas, da se
lotimo dela. Si ti Pa grem tja? pripravljena? Ne, kar tam ostani. Na 3-4 zdaj, 2 Okej. minuti. Ja? Ja. Ne hiteti, bolje je močneje užeti vse skupaj. V redu. Ja, ok, 2 Ja. minuti časa. 3, 4, zdaj. Evo. A sem 2 vzela? Se lahko 2 skupaj, zdaj. Čist suhe so. Po moje vam dela centrifuga. Centrifuga ne dela prav, ni nič. ker vrži stran. Drugo vzameva, Najprej bele. Ej, ne se vseeno. Kaj ste pa videli recimo s tem pranjem, ne? Če ti da pereš stvarni, ločuješ te zadeve barvno ali po sestavi, torej, ne, baš posebej, sintetika posebej. moram biti ful priden, no. Ja, Ker, kako ne rečem, ful glas zveni. Poslušaj, ampak zdaj žehta, ne, to je bilo včasih eno tako žensko pravilo, bi pa bilo bolj pošteno, če bi mi to počeli, ne, torej moški, glede na to, da mogoče smo bolj močni v rokah, ne. Kaj praviš? Kaj vem. Že. Ti mi dala zelo, kaj vem, boš ti pol Pa tole. vse si v redu, vse ti fajn gre, vse ni. Le pač vztrajnost, le, kjer je volja, je tudi pot, kako so rekli, ne. No, vse bo po Saj tebe bomo. videla, kaj boš s tem naredil. Evo, še minuta je. Marina, čau, dobro ti gre od rok, bo videla, kaj bo Franjo naredil na koncu. Lejo. Da no, kam Super, kontra mogoče je bilo špricne. bolje, če na koncu vzameš eno stvar, recimo tam pri dnu, no. Tam jih je Ja, verjetno več očitno, ja. prepitih, Ja, tako da se vidi. tako logiki razmišljamo. Je. Zdaj, če ima verjetno ne počneš tega v teh stvareh, no, tako oblečena. Ne. Mogoče bi moral poskusiti, bi Franjo namesto tebe takoj prevzel delo. Še 30 sekund, Tale je že to popolnoma opravljamo. Kar vzami drugo, če ne gre nič. Ko pa če mu vse poberem, pol ven? Mu bomo spet zmočili vse skupaj, ti kar poberi. Okay. Bomo dali novo rundo. Prat, Suha. pa nič centrifugirati. Suha. Gre čakaj prisača, da gre lažje vse skupaj. Hvala, Ivana. Počasi se izteka, čas 10 slabih sekund. Marina, daj pohiteti še, evo, to v redu. Ožet 5. Konec. Konec za žehto, številka 1 za prvi krog. Marina, je šlo? Ne, Težko, ne, vse skupaj. ne, ni. Kaj ti je najbolj zmotilo? Da je bilo presuh. Presuho, ne? Ja. Zadeve. Ja. Vseeno očitno Naprimer, a nekaj. veš, jaz ko pomivam doma po tleh, pa ko zmočiš noter, tako je treba znamo žeti, ne? Ja. Tole va. Ampak, glej, šlo je v redu, mi dva bo tu eno črtico narisala in sicer takole. Do vsem Vse v redu. na mikromilimeter natančno je uspelo Marini izžeti stvari. Tako, evo Marina, čestitke. O, hvala. Dajmo se mi odpraviti na ulice za trenutek pogledati, kako Robert osvaja, upamo, da ne, ampak išče rdečo šminko, kako mu gre, dajmo pogledati. Ker v prvo nismo imeli sreče, bomo probali v drugo. Jaz verjamem, da mi bo uspel. Da jaz najdem prvo eno gospo, ki morda ima rdečo šminko. Bom tule poprašal. Gospa, vas lahko malo zmotim? Gospa, vas? Imate morda rdečo šminko? Nimate rdeče šminke. Ja prav, gremo dalje. Da vidimo, poglejmo tule v lokalo, da vidimo, če kdo tukaj sedi. O, tu sta dva. Živijo. Lahko malo zmotimo. Smo iz oddaje v petek s Sebastianom. In me zanima, mi še petovci smo dobili eno nalogo, da poiščemo rdečo šminko. A imaš morda rdečo šminko? A res imaš rdečo šminko? Pokaži. Wow, lej, da pokažemo v kamero. Evo, dobili smo rdečo šminko. Evo, je ta prava. Odlično. Sem zelo vesel. Hvala lepa, eno petko. Tudi tebi. Evo za nagrado, da ste dobila eno tole čudovito uro. Evo, našli smo. Jaz upam, da je ok. Cajt je za žehto, za drugi krog za Franja, da pokaže, kaj zna in kaj zmore. Kako se zdi, da bo pravil tole? Bo šlo kaj boljše kot tebi? Ali? Upam, da boljše, ker pa ga lahko še doma ponucam. Ja, to bi skoraj lahko. Ne? Pa še zraven pravnega stroja nekako. Ne? Super je. Sta usklajena. Ok, Franjo, pravila poznaš. Marina je svoje oddelala. Aha, Ja. rekli še, dovolj. Jaz vem, zakaj prej ni šlo ne tako fajn. Ker ni Zakaj? tega,
ni enako naredila, moraš nekaj odvršiti od sebe. Da mora nekaj odvršiti. Jaz sem poročena, vidva, ne? Mikrofon. Bosta še dolgo? Bova, Ok. mama kredit. Ok, jaz bom raje tiho zdaj na tem mestu. Marina se smeji, že ve zakaj. 3-4 zdaj pa greva, prav? Si ti pripravljen, vse tako mora biti? Dajma. Ok, 3-4, zdaj. Zdaj, če niste prej sledili, gospe in gospodje, 2 minuti časa za ožemanje, nam se je centrifuga pokvarila in to mora zadeve malo rešiti. Se prej bil nekaj pametno. Ja, prej mislil, da sem smotana. Pa se ne misli tega resno? Ne, se vem, da ne. Nisem mislil. Se drugače pa kar kavaliramo, Ožemanje. ne gremo dobro. Zdaj po moje bolje, če vzameš kar naslednjo, recimo, če... Ja. A se gre. Je pa po drugi strani res, da je za ljubi mir doma boljše, da zdaj zgubiš, recimo, ne? Minuto pa pol še imaš časa, to je to. Da vidimo, koliko si spretni. Zdaj, 2 minuti ni treba samo za eno porabiti, to meni da veš, ne? Pošlo, ne? Da zraven že namo. Moče boljše Da ti... dej drugo za mno. Boljše ti doma pereš, ne? Ja, sej. Oziroma, da nadaljujem. Tole. Ali se pa sam tak napravlja zdaj, da mu ne bo treba pol doma. Tudi to je možno. Veš, kako je to težko. Franjo slabo ti kaže, to je treba povedati. Zdaj, mi navijamo zate. Dobre. Še slaba minuta. Slaba minuta. Zdaj se moraš pa res fejs potruditi. Bo kaj z tega? Zdaj še kako vzami, no. Na koncu bo blamaža. Pa domači gledajo, to moraš vedeti. Žehta! Pa še kakšna? Ful si bila dobra, muci. Ja, to je tako, da te malo pospeši, recimo, ker zdaj se ti čas počasi izteka. 30 sekund, slabe pol minute, Franjo očitno... Ne slabo mu gre se eno, zdaj si stiskaš gornja... Prav, ne gre. Mislim, da je boljše, da klavir igraš še naprej. Ja. 15 sekund, hitro zadnji poskus, bo šlo to? Bo. Enkrat bo. Ja, si malo prehitro rekel. Ok, nekaj pa le gre. Ampak, vseeno ne dovolj. 13. Konec! Ker treba to zmeriti, si treba to dovoliti. Hvala lepa. Da ti še pomagam obleči nazaj. Tako, evo. Roke si lahko posušiš tudi, trenutek. Vse imam suhe. Bo šlo? Izvoliš. Hvala. Prosim. Evo ga. Zdaj, mislim, da je vsem jasno. Tisti, ki še ni jasno, naj pogledajo črto in potem zmerijo Marinine mišice, pa sposobnost žehte, pranja pa vsega skupaj. Franjo, poglej. A vidiš? Črtica. Draga žena, moram ti čestitati, glej. Še bom lahko naprej prala, ne? Ja, ne, res. Prav. Ok. Si glisi Italijana. Zmagovalka preizkušnje spretnosti Marina, vse čestitke. Franjo, zdaj to lažina nagrada. Vidiš kasneje. Spalni stroj s centrifugo, ker drugače ne bo vredno izgledalo zakonno. To je to. Dajmo se mi pri nagradni igri ustaviti. Torej od Marine in Franja gremo direkt k Enrikeju, direkt v naročje. Zdaj to velja zgolj za izbranca oziroma izbranko. Kdo je to? Dajte počakati, ne odhajati. Čas za našo nagradno igro in sicer na koncert Zvezd z RTS. V preteklih 2-3 tednih sem vam že povedal, kaj sledi. To je Enrique Iglesias, maja meseca 12. če sem zelo natančen, v Stožicah. Nekaj, kar seveda, drage dame gospodične, pa tudi marsikateri gospodič, ne smete zamuditi pod nobenim pogojem. Mi vam seveda podelimo 2 karti za Enriqueja. To bo naredil Miha Lesjak. Živel. Spoštovanje mladi mož, kako ste? Ja, odlično, v vaši družbi še posebej. Poslušaj, ti si najmlajši v skupini med Erosi. Ja, res je. Eros, ja. Odkot ime? Ja, ime izhaja iz ene gostilne, ena gospodična nam je dala to ime, ker je brala eno knjigo. Mi pa smo bili zadovoljni s tem imenom, je pa to drugače Bog ljubezni, tako da naše punce in žene pravijo, da smo ljubeznivi doma, upam, da drži. Kaj da ste? Ljubeznivi, ne? Ljubeznivi. Ja. Vi ste zdaj tako, kot ste recimo oblečeni, tako bi lahko bili 50 odtenkov sive, recimo tudi, ne? Da ste... Ja, recimo. Ste. Ja, ki pa piše, da nismo kaj posneli doma že, ne? Fantje so kar nabriti.
Poslušaj, člani bendov špilate tudi pri različnih bendih ali nekaj takega? Ja, res je. 4 fantje smo v skupini in vsi 4 fantje imamo svoj ansambel. Namenim skupino Črnomačko, Vagabundi, Slovenski ekspres in ansambel Vikend. No, kot skupina Eros pa že 4 leta ustvarjamo. Kje se vas da videti? Zdaj? Ja, v mesecu februarju organiziramo koncert 18. februarja v Novi Cerkvi, to je blizu Celja. Vojnik, tako, ja, tako da vsi vabljeni, sploh poslušalke, bo tak romantičen Valentinov koncert. Ok, dobro, dajmo počakati mi do 18. februarja. Za zaljubljene s 50 odtenkov, z Erosi, se opravičujem. Miha, dajmo mi dva zbrati nekoga, ki bo šel na koncert zdaj. Nobena umetnost ni, eno roko v boben z listki. Zdaj, tu so vsi nagrajenci, tu so vsi tisti, ki so, oziroma ki ste se prijavili za koncert, ki ste sodelovali na spletni oziroma na Facebook strani, na Facebook profilu RTS 24. Vse, kar je bilo treba narediti, je to, da ste se pravi potegali nekoga, označili nekoga, s katerim bi radi šli na koncert in istočasno tudi všečkali, pa seveda delili vse skupaj, kompletno objavo. Zdaj, to ste vsi v tem bobnu, ki ste se seveda prijavili, ki bi radi šli, tako da dajva mi da nekoga zbrati, torej, no, to je zdaj tvoja naloga, recimo, počasi. Vzemi si čas, ni treba nič na hitro, pa ne gledati. Pa da vidimo, gospodič Lesjak, kaj ste zbrali? In srečnica je Larisa Gajšt. Larisa, paziti zdaj, kaj počnete doma, recimo ne razbijati od veselja, dajte se čimprej na Facebook, da vsi zvejo, da greste gledati Enrique Iglesiasa v Stožice in to z nami vred. Ladies, gents, Larisa, vse čestitke, ostalim vso srečo, imamo še neke nagradne igre pripravljene. Miha, ti bi se zdaj počasi moral priključiti bendu, če ne bodo zadevo zapeli brez tebe. Kateri komad bomo slišali? Ja, slišali bomo naš prvi komad, ki smo ga posneli, Kako naj jo pozabim, pa je naslov, ena taka lepa balada. Ok, dajmo mi to poslušati. Eros in Kako naj jo pozabim. Obstaja več variant, kaj narediti, tisto najbolj očitno, kot vsi veste, odsvetujem. Vsaj zelo prijateljsko, do nadaljnega. Eros, Kako naj jo pozabim. Modro morje, sinje morje, šepetaj mi zdaj o lasih, ki sem jih božal, jih bom smel še kdaj. Z belim peskom je pokrila mojo vročo dlan, se smehljala, me ljubila, bil poljubjen slan. Kako naj jo pozabim, kako naj grem naprej, tu na svoji barki sanjam, vsako noč o njej. Kako naj jo pozabim, preveč imam jo rad, njena koža je dišala, lepše kot diši pomlad. Rekla je, da je ob meni našla svoj pristan, da je moja, da me ljubi, a odšla je stran. Kako naj jo pozabim, kako naj grem naprej, tu na svoji barki sanjam,
vsako noč o njej, kako naj jo pozabim, preveč imam jo rad. Njena koža je dišala, lepše kot diši pomlad. Kako naj jo pozabim, kako naj grem naprej, tu na svoji barki sanjam, vsako noč o njej, kako naj jo pozabim, preveč imam jo rad. Njena koža je dišala, lepše kot diši pomlad. Njena koža je dišala, lepše kot diši pomlad. Lariso Gajšt peljemo na Enrikeja Iglesiasa 12. maja v Stožice, nekdo pa bo šel v Rogaško Slatino, v Grand Hotel, namreč nova nagradna igra je že tukaj, glejte, da je ne spustite pa ne zamudite, na luštno z RTS-om, ko že ime vse pove, ni treba posebej razlagati. Čaka vas vikend paket, čaka vas 3-dnevni oddih za 2 osebi, in sicer v Grand Hotelu Rogaška Slatina, kar je super destinacija, super lokacija. Vse, kar je treba narediti, je to, da se ustavite na naši Facebook strani RTS24, tam seveda všečkate zadevo, delite objavo, si preberete še tiste vse pogoje, pa vse infote, kar pač piše zraven, in jasno upišete nekoga, s kom želite iti na ta vikend paket, na 3-dnevni oddih v Rogaško Slatino. To je vse. Evo, če Facebook profila nimate, dajte čim prej narediti. Žrebamo čez 3 tedne, časa je še nekaj, ampak kot veste, ponovadi ne čakati. Čim prej se lotiti zadeve. Marina pa Franjo sta danes nocoj naša osrednja gosta in prej sta rekla, da bosta zapela komad Nine Pušlar, Saj sva skupaj. Enkratna skladbica, sploh v njuni izvedbi, dajmo prisluhniti. Včasih črna prekrije zeleno, žarek sonca jeseni zbledi. In če misliš, da to ni pošteno, le zaupaj mi. Spomni se, da sva skupaj ujela, malo sreče in malo strasti. Vse, kar zdaj sva in kar sva imela, naj ti govori. In zaupaj, saj sva skupaj, nekaj nežnega. Znamo se igra, le zaupaj, ne obupaj, naj ti srca sije Maurica. Bodi reka, ki teče zagnano, bodi polje, ki vedno rodi, bodi morje še neraziskano, gora, ki stoji. Bodi misel, ki rada nasmeje, bodi čustvo, ki divje gori, bodi človek, ki hodi hitreje, bodi brez skrbi in zaupaj, saj sva skupaj, sila čudežna, z nama se igra, le zaupaj, ne obupaj, konec koncev sva le zaljubljena.
se igra, le zaupaj, ne obupaj, naj ti srca si jemal risa, konec koncev sva le zaljubljena. Marina in Franjo. Evo, še enkrat roka čestitke za to, za ta komad. Nina Puščar je verjetno vaju slišala, ko ste ga zapela, tudi? Ne veva. Mislim, vama je kaj dovolila, da ga zapojete? Ja, to ja. Sva poklicala, sva povedala, sva, da imamo željo posneti njeno pesem, tako malo za YouTube, malo tak za lastno promocijo. Tako? In? Pa so se strinjali. Pa rekla, ok, v redu, dajte zapet. Vaju pa ni slišala še? To ne veste, ne? Ne vemo. To še pa ne vemo. Poklikala, ki je na internetu. Dajmo še mi predno se poslovimo, ker čas hitro mine, pa počasi bo daj konec. Pa predno Roberta pokličemo, da nam pove, kako je šlo na ulicah. Dej, Franji, prosim, malo bliže še ta album, da si še mi kako sliko gledamo. Poročni. To je kar zajetna. No? Ja. Zajetna, zdaj je kar težka precej. Prej sem skušal dvigniti, pa je malo usekalo. Iskreno povedano. Sva rekla, da tu sta. En tak poseben trenutek je bil, ko sem prišla ven iz hiše. Ok, to je treba pokazati zdaj ljudem. Energetsko je bil tak bomba. To sta. Tu si prišla iz hiše in... Ja, po vseh onih zapletih, ko je našla se je še zgodilo? strelov, pa ena poroki? se je mešala vmes. Ja, vse tako se je dogajalo. Oče je streljal na poroki. Ja. Ampak ne. Mislim, ne, ni še, bil je pripravljen. Je bilo čisto na koncu že. Ja. Res ali kaj? Ja. Zakaj je streljal? Ja, ker je prišel po mene. Ja. Jaz mislim, da je res. Ampak ful dobra hrana. Imata pa čudovit, žarita pa oba. No? Ja. Mlada poročenca. Koliko je zdaj od tega? 5 let. Ok. Počasi album vrni, da ga ne bosta tu pozabila. 5 let, vse sva skupaj. Imate še kak plan za kak komad? O ja, sigurno. Ampak Počasi. Vsakega, da je kvaliteten, koliko se pač da. Pa tudi je, moramo kar dosto sklajevati stvari, ne, Ja. z Modrijani Ja, itak seveda. nastopamo zelo veliko, ne, in ti tudi, ne. Kako sta otroka, sta že nadarjena, kaj opažate, kaj imate smisel za glasbo, ste To se vam povedala moram malo pohvaliti. Helena je bila stara malo več kot 2 leti. Ok. In sem ji pokazal, Helena, vidiš, tukaj so 3 tipke, tu je as, ne. In nisem nič nekaj polagal pozornosti na to, ne. Ok. Smo imeli eno družinsko kosilo in smo na koncu samo ostala Miro, tast, jaz, za ta malo Heleno, ne. Tašča in žena so šle. In jaz sem za hec rečem, Helena, daj pokaži nama, zdaj, 2 leta stara punčka, ne. Jaz sem se pač malo hecel, ne bi za res, ne. Helena, pokaži nama, kje je as. Ona pa čez 8 oktav, as, ne. Miro je dal kar 50 €, pa sem pa jaz tudi mogel dati. Pa ti si dal 50 €, tej pa ni dal, recimo. Ja, pa se to je... Ne vem. A ni to najn denar? Za plenice. Videl sem pomežik, tako da je varaj nekaj na tem mestu. Robert Goličnik, njega treba še poklicati, pa pogledati, kako se je odrezal danes po ulicah Maribora. Evo, bomo uspela. Robert! Suha usta, evo, treba sproti kaj spiti. Nazaj živ, zdrav, nič poškodovan, cel, Nič fajn, brez prask, brez bušk. Štajerci na še bolj štajerskem. Kako to misliš? Se znajdemo, no. Se znajdemo. Aha, ja, seveda. Ampak je bilo težko dobiti rdečo šminko? Ja, kar, no, sem predvideval, da bo tako. Dobil si jo na koncu, ampak kaj si, spraševal sem ženska ali si tudi moške Ne, spraševal? začel To so sem prej z rekla. moškimi, ampak v redu, malo za hec, ne, malo za hec. Drugače pa tisti možakar je kar potem kar rikvrčal, ne, malo s strahom. Ja, jaz bi tudi ne, če bi me en tak močen vprašal, če imam rdečo šminko pri sebi. Zakaj pa sprašuješ? Ampak optimistično od tebe, da si šel najprej do moškega. Ne? Glej, Ja, no. okej, tudi prav. Ampak potem sem najdel eno prijetno punco, ki je imela to pri sebi. Ki je pokazala rdečo šminko. Je. Dobro. Smo videli, ne? Koliko časa si rabo, kaj misliš? Pa ja, ne vem, jaz mislim tam nekje med... 2 uri 20. Ma ne, ti pa.
Tam nekje na zlati sredini smo, po moje. No. Zlata sredina, zdaj poskočni muzikanti so sicer imeli malo manj sreče, bili so zelo veseli, kljub temu 22 minut, skoraj da smeh, absolutni favoriti. Čas, ki ga bo očitno ne mogoče preseči. Ti si imel, kaj misliš? Jaz mislim, da smo tam nekje na enem, če bo Bog dal, na enem 3. mestu. Na enem 3. mestu. Pa to ste pa res na 3. mestu. 6 minut 37 sekund. To mi je uspelo. Super. Ansambl še 5? Ali napišem kaj drugega gor? Ja, kar tako. Ne, jasno, valjda. Poslušaj pa, kaj so kaj bežali od tebe, verjetno, ali? Ja, malo so bežali, ja. Vidim, da je še čas tak, ko smo še malo... Ja, po praznikih, ne, vsi malo bi radi miru. Ja, pa dobro, zdaj smo že s kamerama okoli skačejo. Zdaj smo že sred januarja. Ja, glej, ni še, to je še... Nekaj časa je minilo že. Vse še ukrašen. Vsaj pri nas doma. Ljudje se prestrašijo, ko vidijo kamero, vse nič ni takega. Pa nekoga, ki je velik, 1,90 m, pa išče rdečo šminko. Dobro, malo smo ti nastavili. Mi smo sicer povedali, zakaj je rabimo. Se je boljše, da ne. Če bi to začel, pol bi bilo 61 minut, ne 6 minut. Evo ga, ansambl še 5, 3. mesto. Super. Oba. Sam da ne palem zdaj na koncu. Robert, vse čestitke, evo, 3. ste. En komand boste še zapeli vsi skupaj. Ja, nova skladba, sicer preoblečena, ni tako nova. Skupaj z njunim kolegom Rokom Švabom smo jo preoblekli in jo postavili malo drugače, malo z baritonom, malo bolj energično in ta Ti znaš je zdaj v novi preobleki. Dobro, Ti znaš, Robert, daj se jim pridruži, preden začne gospodična, ki je v paru, pa nosi titulo najlepšega para dejansko, z Aljažem, imam prav? Ja. Tako. Čestitke za titulo, pa da jo čim dlje obdržite, kolegica. To je to, Marina, Franjo, hvala, da ste bila tukaj, hvala, da ste bila gosta, obilo sreče, ljubezni še naprej. Danes je izgledalo na trenutek kot Valentinovo, same fine komare, take ljubezenske smo zaigrali. Tako da, čisto za vaju, mogoče bo tudi vsa, jaz ga ne poznam, vi da ga poznata. Hvala za povabilo. Pa fino perita tudi, če se vam pralni stroj pokvari, zdaj Franjo ti ta s kolegom. Jaz sem dal bom nesel v orodjarski prostor, da bom tisti šravštok, bomo spričali. Evo, to pa je moška praktičnost. Dobro, hvala vama, da ste bila danes tukaj. Hvala tudi ansamblu Gadi, potem kdo je še bil? Skupina Eros in jasno še naši zadnji ali pa prvi gosti, kakor se vzame. Ansambl še 5 s komadom Ti znaš, to bodo še zapeli. Mi se vidimo naslednji teden, naslednji petek ob istem cajtu na istem mestu. Glejte nas, smejte se. Znaš otopliti samotne noči, me peljati na rajske poti, vse imam, ko pri meni si ti. Ti znaš razvedriti potrto srce, ki samevalo dneve je vse, vidi tebe čakalo je le. Vsak večer se lep mi zdi, ko spet zaslišim stani tvoj korak. V meni se nemir srca zbudi, saj vem, da me neskončno rad imaš. Ti znaš otopliti samotne noči, me peljati na rajske poti, vse imam, ko pri meni si ti. Ti znaš razvedriti potrto srce, ki samevalo dneve je vse, vidi tebe čakalo je le. Razvedriti potrto srce, ki samevalo dneve je vse, vidi tebe čakalo je le. Glej, pred nama nov je sončen dan, kdo ve, kam te
otopliti samotne noči, me peljati na rajske poti, vse imam, ko pri meni si ti. Ti znaš razvedriti potrto srce, ki samevalo dneve vse, vidi tebe čakalo je le. Razvedriti potrto srce, ki samevalo dneve vse, vidi